je to posebno vprašanje. Kaj mislite? Bi me podprla v tej zamisli? Da bi plačali več, vsekakor. Tudi tebi, ne? Ne. Ki bi razstavljal. Nista še pa povedala, kaj mislite o zasebnih galerijah? No, jaz bom samo povedal glede galerije Žula, ki je resnično imela kvaliteten program s katalogi, s kritiko, vse tisto, kar resnično prinaša kvaliteto. Pa vendarle nekako je galerist po par letih, po enem letu rečeš, da tako ima začetek, po 2 letih rečeš, zdaj se bo prijela, po 4 letih pa verjetno potem že razmišljaš o tem, kako oddati prostor. Ker pravzaprav finančno in tudi v smislu publike ne prideš več skozi. Tako da, recimo, jaz mislim, pa mislim, da sem jaz s tem končal, pa da še dam besedo kolegici, tako nas skoro. Izvolite. Zasebnih galerij v Sloveniji praktično ni. Predstavljajo pa zelo pomemben člen v sistemu umetnosti in samo še pokazujejo na to, kako ne vemo več, kje smo, kam se umeščamo v tem prostoru in dejstvo, da zasebnih galerij ni, kaže na en velik primanjkljaj. Italija? V Italiji je ogromno zasebnih galerij. Živijo dobro? Zelo različno in seveda tudi med zasebnimi galerijami, tako kot med umetniki, je zelo velik razpon, kvalitativni. Ampak zelo pomembno je, da se ve, kakšno usmeritev ima posamezna galerija. Isto kot kam sodi določen umetnik. Mogoče bilo najbolj umestno vprašanje, ali sploh imamo mi umetniški trg v Sloveniji. Najbrž Italijani točno vedo, kaj so zakonitosti umetniškega trga, kaj je umetniški trg v Sloveniji, pa jaz nisem čisto prepričana, da sploh kakršenkoli umetniški trg obstaja. V tem kontekstu so potem zasebne galerije tudi nek, ne vem kaj, peskovnički, brez vrednosti. Kdo so sploh inštitucije, ki stojijo za vami, ki vas plasirajo v tujino? Vem, da že Žula je imel velike načrte, pa je žal, verjetno nima dovolj, podpore, da bo tudi vas plasiral na sejme, da vas bo, Tudi umetnostna galerija Maribor verjetno bi bila lahko subjekt, ki bi, plasiral umetnike na tuje sejme. Skratka, povemo, kaj je res o tem umetniškem trgu nesrečnem. Mislim, da je bil že tako majhen in da še tale propada in zelo mi je hudo, ko tudi vidim, kako galerija Ekurna v Ljubljani usiha in na nek način odmira. Ker si ti to razstavljala? Ja, in zares vrednost galerije Ekurna se meni zdi v tem, oziroma se mi je še posebej zdela v tem, da sem tam videla veliko tekoče, kvalitetne produkcije slovenskih umetnikov. Tudi kritiško spremljane z strani doktora Brejca. Oto, kaj ti praviš o umetniškem trgu po slovensko? Vse se strinjam, kar je bilo sedaj po resnici kaže na neko stanje duha. V resnici kaže, da pravzaprav smo Slovenci v teh zadnjih par letih precej nazadovali v marsikaterem pogledu. Nekatere stvari, ki so bile vsaj delno vzpostavljene, so odšle. Pravzaprav nekih novih kriterijev, ki jih zahteva trg. Na misel mi je prišla, da bo zdaj neka inštitucija, ki je nekoč po svoji vesti predstavljala in gojila
umetnost, gojila nek odnos do avtorjev, delala strokovno, pravzaprav delala samo sedaj, v teh časih samo, če bo dobila denar. In denar bo dobila od strani različnih inštitucij, razpisov, projektov in tisto bo v resnici njeno vodilo. In ta širši pogled na kulturno tradicijo in to, kar naj bi ohranjali, se je izgubil. In na ta način mislim, da seveda je zelo pogrešam, evo, tudi zdaj v tem času EPK, da bi lahko v umetnostni galeriji pokazali našo stalno zbirko, mislim, da je zelo kvalitetna in pravzaprav mi se ponašamo z ničemer, nimamo kaj za pokazati. In galerija pravzaprav za namene EPK-ja bila spremenjena v prizorišče nekih drugih vsebin. Lahko še tukaj nekaj dodam? Pač moja izkušnja glede zasebnega trga iz Italije je, da je nujen subjekt posameznik, ki ima kapital. Brez teh posameznikov zasebni galerijski trg in trg nasploh ne moreta delovati. V tem vidim res ogromno moč. Ne moremo samo računati na inštitucije. Hvala. Milita sva za to, da dava besedo še občinstvu. Pa še nekaj lušnega smo pozabila. Sladoled se tukaj časti, ne vem, nismo vam povedali pravočasno, kdorkoli si je želi, naša baronica vas postreže s sladoledom.